Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Snemanje reportaže nam je omogočila občina Trbovlje. V reportaži si boste lahko ogledali, kaj vse se je dogajalo na tem humanitarnem projektu. Bogomir Dolenc namreč teče 42 dni, vsak dan 42 km za otroke, ki so nekoč preživeli, se soočili z boleznijo, s hudo boleznijo, z rakom, ali pa mladostniki, ki so se soočili s to boleznijo. Ves zbran denar v vseh teh 42 dneh bo šel za to, da bo tem otrokom lepše. Zato je vredno pomagati. Bogomir, 30, če se ne motim, 30 maratonov, 30 dni je že za tabo. Ta tu v Trbovljah bo 31. Najprej te bom vprašal po tvojem počutju, ker to je kar naporen šiht. Ja, bom rekel enako, kako do sedaj, do na 30 dni maratonih, počutje še vedno odlično, fizično sem še vedno na 100%, tako da se veselim tega današnjega 31. maratona in to je to, gradimo zgodbo za male viteze. Kje se je pa začel? Kje je bil tisti prvi maraton? Prvi maraton je bil 25. augusta v Velenju, tam tudi, kjer zaključujemo ta projekt. Kako so si potem vrstili? Se je vmes že pojavilo kaj, recimo, bolečin? Jaz kar verjamem, da je bilo kaj hudo tudi vmes. To te moram negirati. Praktično brez kakršnekoli težave, brez kakšne zakrčnine, krča, težav. Edino želočne težave, ki je bila posledica nepravilne prehrane, smo reševali 3 dni. Kar se tiče pa fizične bolečine, do sedaj še ni bilo in peljemo zgodbo naprej. Ampak zato, da jih pa ni bilo, je bila pa verjetno potrebna tista predpriprava, pa ne enega leta, verjetno kar malo več let. Kaj? Ja, vse to je posledica tistega, kaj smo 2 leti delali. To smo se ravno včeraj pa včerajšnjem pogovarjali z mojim fizioterapeutom, ki je tudi mal del psihologa in debatiramo vse možne načine, kaj se dogaja. Malo me je strah tistega feedbacka, ki bi lahko prišel en dan in me bo za 7 dni nazaj udarilo in je rekel, da se to ne bo zgodilo, ker sem očitno res pravo trenažo naredil, da smo dovolj treninga naredili, da sedaj sploh nimamo občutka, da tečemo, oziroma da tečemo takšne dolžine in da po 30 maratonu sem še na 100% fizične moči. Če greva še malce nazaj, že dolgo tečeš? Ja, moja zgodba je zelo zanimiva. Tečem sedaj že dobro 10 leto, predtem je bilo dobrih ali pa slabih 15 let čiste poslovne kariere, biznisa. Pol smo v študijskem času, ko so bile študijske zadeve na vrste, pred tem obdobjem sem pa tudi veliko športov. Se pravi, nekje od 18. 19. leta naprej sem preklopil ta študentski svet z zabavami in vsemi dogodivščinami. Pol sem se zaposlil in sem gradil praktično do leta 2012. 11. to poslovno kariero, ki sem jo takrat opustil, zavrgel in sem se odločil za to, kar počnem sedaj. Se pravi, odločil sem se za zdrav način življenja in pa predvsem za svoje življenje. In predvsem, da pomagaš ljudem, ki so pomoči potrebnim. Od kje je ideja? Zakaj za viteze, male viteze? Ja, itak, da predvsem pomagam s tekom ljudem, socialno ogroženim, šibkim ljudem, izhaja že nekaj let nazaj, ko sem spoznal Never Give Up in čudovite osebe, ki teče, zato da lahko drugim pomagajo in ta ideja meni je postala všeč. Sama ideja, kako narediti s tem projektom, se pravim za športno dobrodelnim projektom 42 maratonov v 42 dneh, eno odmevno zgodbo v Sloveniji pa nastalo tako sem kot 2 leti nazaj in v lanskem letu, ko sem iskal tisto ranljivo skupino, ki je nekako nepoznana v slovenskem okolju, sem spoznal preko ene plesne skupine Same male viteze in takrat sem se rekel, to je ta skupina, za katero bom s tem projektom zbiral denarna sredstva. No in ker verjamem, da čisto vsi ne vedo, kdo so mali vitezi, še par besed o tem. Ja, mali vitezi so predvsem osebe, ki so kot otroci imeli težko bolezen rak, v kakršnikoli obliki. Se pravi, to je lahko 6-mesečni otrok, lahko 6-letni otrok, lahko je 15-letni otrok, ki zboli za to boleznijo, gre v proces zdravljenja, ki je pa totalno težek proces z operacijami, z kemoterapijami, s terapijami. V 90% se te osebe, ti otroci pozdravijo, ampak posledice zdravljenja potem nosijo naprej v življenje. Se pravi,
bom rekel, primer 6-letnega otroka se pozdravi, recimo, da je 1 leto bil na pediatriji, onkologiji, se je pozdravil bolezni, ki se lahko kasneje spet vrne ali pa ne. Ampak ta posledica, da je bil odmaknjen iz svojega normalnega socialnega okolja, takšnemu otroku pusti trajne posledice na psihološkem področju in pa seveda telesne poškodbe, ki so pač lahko manjkajoči udi, poškodovane tkivi, manjkajoči zobje. Ampak ta otrok potem odrašča v mladostno dobo, odrašča v tisto dobo, ko se začne iskati prvo ljubezen, študirati začne, ampak ima vedno probleme s temi posledicami. In to so mali vitezi, ki potem te probleme nosijo naprej v življenje. No in ponavadi so te družine tudi, predvsem tudi malce socialno bolj šibke, ker največkrat starši s takim bolnim otrokom ostanejo doma, so nižji dohodki, otroci pa tudi po zdravljenju potrebujejo kakšno rehabilitacijo, kakšne toplice. Država včasih da, včasih ne da in tu si ti, ne? Predvsem je tu ustanova Mali vitez. Ustanova Mali vitez, ki ravno skrbi za te rehabilitacije, skrbi za te dodatne, bom rekel, toplice, ki se lahko malo opomorejo psiholoških pritiskov pa teh težav, ki imajo sami s seboj kot posledica zdravljenja. In tu je ustanova, ki ima manjko teh sredstev, ne, in potem se pojavljajo posamezniki, tako kot sem jaz Bogu, ki hoče ali pa želi na tak način pomagati tem malim vitezom. In ja, tu smo s to zgodbo se našli in me je takoj pritegnila in z veseljem delam teh nekaj maratonov. No in v Trbovljah jaz vidim, da je že zdaj kakšne pol ure pred začetkom, uradnim začetkom teka ob 16. uri, kar lepo poštimano, torej so v Trbovljah vzeli to kar precej resno. V primerjavi z drugimi občinami podobno? Z nekaterimi ja, z nekaterimi ne. Bom rekel, kar so občine, so tista okolja, ki razumejo, kaj hočemo s tem projektom narediti. Ne. Na koncu koncev tu nisem jaz pomemben, jaz sem itak te maratone odtekel, ne. Hočemo pa dati eno sporočilo, to je sporočilo Gibanje za male viteze. V to gibanje želimo spraviti mladino, otroke, starejše, nekoga, ki nikoli ni tekel, da gre težiti 1 krog, 1 kilometer ali hoditi kakorkoli in da prispevajo tiste denarna sredstva v obliki prostovoljne štartnine in ki gredo v celoti za namen pomoči malih vitezov. In ena okolja so to razumela in so naredili perfektne dogodke, kako ta dogodek tu nastaja. Nekatera okolja, nekatere občine pa tega niso razumele in sem praktično bil sam z mikrofonom in zvočnikom na štadionu in sem tekel. Tako da, ja, ponekod so pozitivni, ponekod so negativni, ampak vse skupaj gre v pozitivno smer in bo lep zaključek projekta. Bogomir, z rakom se pa ti sam nisi srečal? Ne, nisem na srečo do sedaj, tako da jaz nimam te izkušnje. Bom pa rekel, da ker zdaj že praktično 1 leto se družim, hodim skupaj na rehabilitacijo z mojo partnerko, z malimi vitezi, spoznavamo njihove zgodbe, tako da dejansko se čutim kot en mali vitez, ampak takšnih težav nisem imel do sedaj še res tako sem rekel na srečo. No, in pri tvoji partnerki, ne, sem videl, da raste še en humanitarni človek, ne? Ja, bomo videli, v kakšni obliki, oziroma ali bo humanitarno ali ne, ampak ja, smo v pričakovanju in to bo projekt po projektu. Tadeja, jaz sem prej opazil, vse se opazi, tudi tvoj partner se že tega veseli, tudi ti verjetno. V tvojem trebuhu verjetno raste en humanitarnik, kaj? Humanitarka, punčka bo. Ja, tekačica. Kako si se ti vključila v ta projekt? Jaz sem se vključila že od začetka. Midva z Bogomirjem, ko smo začela ta projekt načrtovati, sva že spoznala male viteze. Moja glavna vloga je bila tukaj, ko smo začeli delavnice z malimi vitezi. Mi smo izdelovali po Sloveniji izdelke, katere danes dobijo tekači, ki dajo prostovoljni prispevek v zameno za štartnino. Na ta način sem se jaz vključila kot organizator teh delavnic po Sloveniji. Kako se je srečati z ljudmi, ki so preboleli raka ali pa tudi mogoče z mladostniki, otroci, ki ga še imajo, ki se še borijo z njim? Vsak vitez ima svoje težave. Eni so odprti, lahko govorijo o tem, eni so zaprti in nekako ne moreš iz njega izvleči besede, ampak se mi zdi, da kakor jim daš možnost, da kreirajo, da se skozi izdelke pokažejo, potem povejo svojo zgodbo, ali jo pokažejo, ali jo pa povejo z besedami, na tak način. Si se ti kdaj srečala sama s to boleznijo ali pa v tvoji družini? Jaz sama ne, sicer je moja mami prebolela raka, ampak sem pa tudi medicinska sestra, tako da imam v sebi nekako ta čut za
za empatijo. Prvi krog gremo skupaj, lepo počasi, potem pa seveda vsak po svojih zmožnostih naprej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in start, gremo! In naj se 31. maraton v 31 dneh tukaj na Trboveljskem stadionu začne. In če še enkrat povem, gre za športno dobrodelni projekt. Tomaž, zate sem prepričan, da še kako srčno podpiraš tovrstne projekte, kajti tudi sam si se srečal s to precej hudo boleznijo, z rakom. Res je, to je bilo že zdaj 14. leto teče. Bil sem 18 let mladenič, zelo težka izkušnja, ampak smo jo prebrodili in danes sem tukaj, pomagam v tem super projektu, ki se odvija zdaj že 31. dan. Bogomir je super človek, ne morem verjeti, če sam ne, da se je to odločil, ker mi ne bi padlo na pamet, kaj je tazga. Drugače pa ja, ustanova Mali vitez, fundacija, ki pomaga otrokom, ki so v mladosti preboleli raka. Že več kot 20 let obstaja, odlična ekipa, odlični ljudje. Vsako leto se dobimo na različnih lokacijah, se pogovorimo, pozabavamo, se sprostimo, delimo svoje izkušnje in si na takšen in drugačen način pomagamo. No, Tomaž, pa še z našimi gledalci, tudi ti deli svojo bolezensko izkušnjo. Kako se je začelo, kako si to kot mladostnik sprejel? Ja, to je tako, čez noč potrka, ne sprašuje, postavljen si pred kruto realnostjo. In kje je tebi potrkal rak? Na kosti, na kolenu. Bil sem mlad športnik, nadobuden, poln energije. V bistvu mi je pa tudi potem pomagalo pri vsej moji borbi s to boleznjo. Tako da ja, no, sem zadovoljen s svojim rezultatom in upam, da je tudi Bogomir danes zadovoljen s tem, da je prišel v Trbovlje. Mi pa vsi tukaj smo veseli zanj, da je prišel in da podpremo ta projekt. Si ti takoj vedel, ko je bolelo koleno, da to ne boli od nogometa, da je to nekaj bolj sumljivega, ali si to bolj pozno dojel? Ja, to je bilo tako. Mislim, da je enih leto pa pol trajalo, preden je sploh prišla diagnoza. To, če si mlad pa nadobuden športnik, misliš, da je to pač neka poškodba. Tudi zdravniki niso bili sprva prepričani čisto o tem. To je tako, da je prišlo bolj vse spontano, to in pozno. K sreči pravi trenutek. Tako da ja, no, počutje je bilo normalno, ampak potem je to kot en tak vlak smrti, ko greš gor pa sam dol. Tako da ja, hitro je bilo. No, tako, no. Ti si o tem tudi napisal knjigo, ne? Res je. Tudi kako si se potem moral soočiti z amputacijo, ne? Res je. Si to že prebolel nekako? Ja, no, tako je, ne? To so travmatične izkušnje v tvojem življenju, ko jih težko preboliš v narekovajih do konca. So seveda posledice, ki se v bistvu spopadaš vsakodnevno, misliš na takšne in drugačne stvari, pridejo tudi težki temni dnevi, ampak s pravo spodbudo, s pravo energijo se to premosti, si rečeš pač hvala, ker sem tukaj, hvala, ker živim in gremo dalje, gaza naprej. Edi, saj ne vem, no, ko te vidim, ne bom vesel, ker ponavadi, ko se vidiva na tem štadionu, vem, da me nekaj čaka, recimo kakšnih 250 krogov, danes jih bo manj, ampak vesel pa sem, ko te takole vidim, ker takrat vem, da se nekaj na tem Rudarju dogaja in vem, da so pri tebi naleteli spet na odprta vrata. Ja, vsekakor, še posebno, kadar gre za humanitarno stvar in tukaj gre za Združenje Mladi vitezi. Pomagali bomo otrokom, ki so preboleli hude bolezni, tako da mislim, da je danes 31. maraton v 31 dneh
Kot vem, boš tudi ti tekel cel maraton, vedno si zraven tudi pri humanitarnih zadevah. Tako da ja, Zavod za šport vedno bo sodeloval v takih stvareh, še posebno, ker je to v duhu športa, rekreacije in vsega skupaj. Tako sodelujemo in v bodoče se, kadar bom tukaj, kadar te bom videl, boš tekel, to vem. Si se ti tako ali drugače ali po družini srečal z rakom, s to hudo boleznijo? Na srečo ne, tako da ne poznam teh stvari, vem pa, da so sila boleče in za okolico tistega, ki to preboleva. In vem, imam nekaj prijateljev, ki so to preboleli in so se praktično drugič rodili. Tako da res hvala vsem, ki bodo pomagali pri tej akciji, pomagajmo otrokom tudi v bodoče. Bogdan, vesel sem, da si mi o tem dogodku podal prvo informacijo. Kako, da si ti se tako aktivno vključil v ta projekt? Jaz sem pač začutil eno potrebo, da se tale prireditev spele v čim boljšem vzdušju in čim boljšem zasedbi, ker sem se tudi udeležil nekaj predhodnih, ker je bilo slabo obiskan in sem rekel, bom pač jaz to pomoč pač dal zraven, pripomogel svoj delček mozaika v tej zgodbi in da bomo tole zadevo pač organizirali, kakor se čim bolj da organizirati. No, ti si eden tistih ljudi, ki še kako dobro pozna to zahrbtno bolezen, kot rečemo, raku. Kakšna je bila tvoja izkušnja z njim? Moja izkušnja je bila z rakom, bi rekel, zelo slaba izkušnja je bila. Jaz sem v bistvu pri rosnih 22 letih zbolel z Willemsom tumorom raka v bistvu na ledvic, ampak ta rak me je že toliko pojedel, da sem v bistvu ledvico izgubil in s tem sem tudi pol v bistvu ledvico izgubil, ker se je ta zdaj tukaj že razširil, ker sem imel v bistvu preventivno kemoterapijo, pol, da se ta tumor, ki je bil velik 18 cm, da se je zmanjšal, da so lahko sploh operativni poseg naredili, pa so pa to odstranili, je bilo pa preventivno še treba bilo obsevati in s kemoterapijo zaključiti. In to je bilo pa najtežje, kombinacija obeh zdravljenj, me je pa v bistvu čist zdelali in čist v bistvu shirali, čist na koncu spravili, da ti v bistvu te rakave celice uničijo in potem se moraš tiskaj najslabje postaviti nazaj na noge, je pa tu težka pot, da se to pač postaviš na noge. To je bilo prvič, po dobrih 10 letih sem pa dobil še ta drugič raka, sem pa raka na kož. Sem imel pa kožnega raka na hrbti, je bil pa en materen znamenje, je bil pa sreč, to pa ni bilo tak, je bil pa sam kirurški poseg, se je ta rak odrezal, v bistvu ta materen znamenje se je odrezal, se je pač naredili in je sreč ni šlo še, da je bil ta prav cajt odkrit. Kako ljudje, ki se srečate z rakom prvič, pa potem tudi drugič, kako živite vsak dan? Z mislimi? Upam, da se ne bo še kdaj zgodilo? Bi rekel, v tistih prvih letih, prvo so dnevi, potem so tedni, meseci, leta, živiš v enem strahu. Ko pa pride obdobje 10 let, si po eni strani misliš, zdaj sem pa v bistvu zguril to, ampak nikoli ne veš, kdaj se to ponovi. Nimaš pa, bi rekel, ene garancije, da si zdaj rekel, da si ozdravljen, to se ti lahko ponovi kar enkrat na vsem lepem. Si kaj način življenja spremenil? Ponavadi kdo spremeni način življenja, ker išče vzroke v prejšnjem načinu življenja? V bistvu način življenja sem pač malo spremenil, zaradi tega v bistvu malo s hrano, malo v bistvu si pač tle premoran, ker je sama ena ledvica, zdaj ta ledvica veliko mora delati za 2 ledvice, je tudi s tem posledično malo se povečala, bolj je obremenjena, moram se pač malo merkati v bistvu, ko jem, predvsem se moram pa merkati v bistvu alkohola, ampak to ni bil nikoli problem, brez tega se da, v bistvu kadil pa nisem nikoli v življenju, tako da pač nimam s tem težav. Kako pomembna je podpora tistih najbližjih?
podpora najbližjih je v bistvu največja, ker ti kjer lahko da, so ti najbližji, ker te najbližji so ti si v stiku vsak dan z njim, v bistvu vejo to tvojo bolečino, vidijo te, edin te ti lahko v bistvu, ker so skozi stavo prisotni, ti pač pomagajo, ti v bistvu te gor držijo, ker pridejo v bistvu tudi, res bi rekel, ko priješ čist, da bi v bistvu scago, da ne vidiš, nasprot na uni strani tunela luči ne vidiš. Ko pa vidiš takole, da tudi tisti, ki smo recimo zdravi, mislimo na vas, ki ste šli skozi takšno bolezen, pa ko vidiš Bogomirja, si pa rečeš, oziroma ti pa srce igra, kaj ne? To, kar je zdaj tale Bogomir Dolenc, takrat, ko smo mi bili pač na tej rehabilitaciji, smo se tam spoznali, ki je pač povedal, kakšen projekt se je zastavil, jaz sem si rekel sam pri sebi, da je nor. Zdaj pa vidim, da je urenk nor, da v bistvu v vseh vremenskih pogojih, od lepega, slabega, vročega vremena, tjača, vsak dan 42 km, tudi da bo naredil 1764 km, tu je, ko bi šel iz Trbovlj do čist konec Danske, so pa taki kilometri, pa take stvari, da tu je res, ne vem kak napori, ko tu lahko, koga žjane, nekega moraš, da bo tu pač tu pretekel. Gospa Tončka, midva se kar precej let že poznava, delno poznam vašo zgodbo, no zagotovo je vaša družina ena tistih, ki besedo rak še kako dobro pozna, v slabem predvsem, ne? Res je, no, pri meni že teče zdaj 37. leto, kar hodim na onkološki inštitut, tako da vmes, rečemo, rak se mi je ponovil po 20 letih, pa čez 4 leta zopet, ne. Ampak jaz nisem nikoli vrgla puško v koruzo, jaz sem se zmeraj pogovarjala. Zdaj se mi je prav, več ko vem, laži se bom branila pred njim. Zelo podobno zgodbo, življenjsko zgodbo je pa si zapisal tudi vas, žal že pokojni mož Ljubo. Ja, tudi on je, moram reči, da svoje bolezni je izredno lepo prenašal. Hvaležen je bil za vsako stvar, ki se je naredila. Sam njegova doba je trajala pa manj časa, samo 6 let, ne. Ker rak črevesja, to je skrito, prikrito in preden se ugotovi, je lahko že malo prepozno, ne. Kako gledate na tovrstne projekte? Vidim, da se smijete. Zelo vesela, tudi tekla bi zraven, sam mi nagajajo kosti. Jaz bom rekla, da je emšo, da sem nam na kaj drugega zgovorila, ne. Ampak en krog bom pa ziher naredila, ker to se mi pa zdi, da mora biti. Nasite drugega bom pa še jaz namesto vas, ne. Super, super. Pričakujete, da se bo zbralo veliko ljudi, da se bo zbralo veliko denarja? Ne vem, imam občutek, da niso ljudje bili dovolj informirani. Ne vem, tak občutek imam, ker midva z gospodom Bogdanom sva se videla na eni prireditvi in sva se zmenila, da se dobima ta dan, ko pride v Trbovlje, in sva se. Ste vi kaj aktivni v kakšnem društvu, kjer je veliko teh ljudi, ki so preboleli raka? Seveda, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije. Mi smo skupina za samopomoč Trbovlje, bili smo ustanovljeni 23. novembra 1989, to se pravi, drug let imamo 30-letnico, kar je zelo lep jubilej, ne. Žal, veliko naših članic smo izgubili, veliko novih pridobili, opažamo, da je zdaj čezdalje več mlajših. In to, ne vem, no, za nas je bolj boleče to, če vidimo mlajše, ne. Sam, če se da, treba se je veliko doma pogovarjati. Treba je dati to ven, ne držati v sebi, ker s tem sam pospešujete tisto svojo tesnobo, raziskujete najbolj črne misli, kar ni dobro. Treba je zaživeti. Kdaj pa vi, ki imate to izkušnjo, lahko potrkate na vrata nekoga, ki se sooča s to boleznijo, tako da vas sam pokliče, da za vas ve, ker verjetno morate vi od njega dobiti informacijo, da se želi pogovora z vami. Jaz sem na razpolago kadarkoli, ali po telefonu, ali obisk pri meni, ali
v kakšnem lokalu, ker pač nimamo prostora, ne, mi imamo samo za mesečna srečanja. Tako da ni problem, jaz rada volja vsakem povem mojo izkušnjo. Zdaj vsak drugače to doživlja, ne, ampak moja je tudi pozitivna, da lahko nekomu dam moralno oporo. Pa opažate pri svojem delu, da vaše besede padejo pogosto na plodna tla? Ja. To pa z veseljem. Super, ne? Podprli ste še en humanitarni projekt in jaz upam, kakšen krog z nama. Ja, jaz grem s teboj zdaj, ne? En krog vsaj, če zdržim, ampak ti si tako hiter in toliko imaš maratonov za sabo, da me malo strah, ampak bom zdržala. Kako gledaš na tovrstne humanitarne projekte? Včasih si malce kritična, ker je država tudi za kaj poskrbi, ne? Ja, mi jih absolutno podpiramo in vedno zraven pomagamo in sodelujemo pri teh projektih, vendar jaz vedno pravim, da mi je žal, pač ko vidim, da določene stvari, ko so zgodbe res težke, da morajo ne vem kakšne akcije organizirati, da dobijo ne vem tisto, kar bi jim pa po moje lahko in morala plačati, ne vem, zdravstvena zavarovalnica in naš sistem, potem pa ljudje sami zbirajo sredstva za to, ja, to se mi pa zdi en malo tako, no, neravno srčno. Si se sama, mogoče v družini, srečala s to res hudo boleznijo rak? Ja, imam eno od tet, žal pokojno, zaradi te bolezni. Drugih primerov ne, se pravi, en primer je bil in imam pa kar nekaj primerov med znanci oziroma med prijatelji, med ljudmi, ki jih poznam in to so res take težke in hude zgodbe. Stresna služba, naporen delovnik, tudi to je eden izmed razlogov lahko, da človek zboli. Kaj delaš na sebi? Ja, priznam. Prvi 2 leti ni bilo časa, ampak se mi je kar poznalo, da to ni v redu. Zdaj pa se kar, ko je le čas, zelo rada hodim malo po hribih. Tudi kdaj prijem tako kaj odlaufati. Letos nama ni uspelo na bazenu kakšno dolžino odplavati. Ja, kadarkoli lahko sem aktivna, zdaj pa res, ja. Pa mi tudi paše, no, pa tudi bom tako rekla, ne zato, da hvalim, ker predstavljam oziroma zastopam občino Trbovlje, ampak to, kar se zdaj razprostira po rudniških površinah, retje, kipe in ta prostor je enkraten. Toliko poti, da se mi zdi, da vsakič znova, pa sem bila že tokrat gor, še kakšno odkrijem. Dejala si, predstavljam občino Trbovlje, tudi v naslednjih 4 letih, če bodo volivci tako rekli. To je odločitev volivcev in volivk. Jaz vem, da smo naredili veliko, bom rekla pohvala v celotni ekipi. Jaz upam nekaj, tisto, kar se vidi, še vsaj enkrat toliko po moje, tistega, kar človek ne vidi s prostim očesom, ko smo 101 zgodbo reševali, tako da z mirnim srcem zaključujem ta mandat. Greva zdaj na en krog. Pejva, sam prosim z mirnim tempo. Lea, ti pa prihajaš iz osnovne šole Toneta Okrogerja, pa iz glasbene šole Zagorje. In zakaj si ti prišla na ta tek? Zato, da bom pomagala otrokom, ki imajo raka, da bodo šli na kakšna razvajanja, da se bodo pozdravili. Tudi sicer veliko tečeš? Ja, veliko z Atom in prelaufam največ 3 kilometre. Za mano je približno polovico maratona.
malce sem že utrujen, tudi ti si že dolgo tu. Rdeči križ Trbovlje je vedno na teh humanitarnih projektih, kaj ne? Ja, če se le da, se odzovemo in do sedaj se je vedno dalo, tako da jaz mislim, da je prav, da je Rdeči križ prisoten med ljudmi, med Trboveljčani, med Zasavčani, sploh pa, če gre za kakšen humanitaren dogodek. Tako da, če ne drugače, pridemo seveda s tem, da pokažemo temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja. In kot ste lahko videli, tudi posneli, se mi zdi, da nekaj že. Otroci so izjemno radovedni. Mogoče pri odraslih je malo sramu, malo zadržkov, preden pridejo zraven, ampak mi se trudimo, da seznanjamo čim širši krog občanov naših, kako uporabiti defibrilator in kaj so temeljni postopki oživljanja. Mateja, vidim, da si se našla tudi v tem novem poklicu. Ja, jaz mislim, da sicer bodo drugi ocenili moje delo, ampak uživam. Te še kaj vleče, da bi bila na tej moji strani? Mislim, da me bo počasi tudi še, ampak v življenju pač pride tako, da narediš nekje konec, pa nadaljuješ čisto na drugem področju, tako da zaenkrat mi je v redu. Seveda sem mislil kot novinarka, ne kot tekačica, ali pač? Ja, sem imela eno obdobje, ko sem kar redno tekla, potem pa spet majhen otrok, pa to malo opustiš, zdaj se mi pa zdi, da sem tam v letih, ko mogoče se mi že ne da več tako, ampak verjamem, da bo še prišel čas za moj tek tudi. Mateja, si se kdaj v družini tudi mogoče sama soočila s to hudo boleznijo, rakom? Hvala Bogu ne, pa upam, da tako ostane. Je pa res, da že prej skozi prejšnje delo in tudi zdajšnje pa srečujem ljudi, ki so preboleli raka in v bistvu za temi zgodbami so ene takšne res težke družinske zgodbe, tako bom rekla, tako da spoštujem in res pozdravljam vse. Mateja, zdaj ti bom dal pa mikrofon, ker me že malce zebe, bom še naprej teč. Čau, čau. Ja, čau. Ja, evo, Igor nadaljuje svoj maraton, na polovici je, tako da verjamem, da mu bo uspelo. Če bi se svet nazaj vrtel, vse bi bilo narobe. Medvedni ptičji rep imel, mravelj pa ostre zobe. Trdi živel na morskem dnu, polžnik odnal se vdil. Na tekmovanju, plavanju, zmagal bi netopil. Denis, vesel sem, da te pogosto vidimo na teh humanitarnih projektih, tudi danes je tako. Ja, res je. Najprej en lep pozdrav vsem skupaj. Zelo sem vesel, da se res v takem številu združimo, pa pokažemo res tisto pravo moč, v bistvu življenjsko moč, ko jo pač lahko da vsak človek. Denis, vem, da si se v svoji športni karieri srečal z precej bolečimi mišicami, tudi kakšno poškodbo. Kaj pa z rakom? Ti, mogoče, kdo v tvoji družini? Bom rekel, da tega sicer nisem imel, tudi v moji družini pač nimamo teh problemov, ampak ja, drugače pa vsekakor, to so zelo resni problemi, tako da svaka čast, da se borijo tudi s takimi stvarmi in da nadaljujejo svoje življenje in da imajo nek cilj v prihodnosti. Samo tako lahko dejansko razmišljamo naprej pozitiven. Denis, ti si zagotovo iz stroke in boš vedel povedati, kaj je to, kako težko je to. Vsak dan 42 dni, 42 km, pa še malce preteči. Ja, ta projekt ni enostaven, kakor pač zgleda, pač vemo vsi, da pač v 42 dneh pa 42 km ne gre, se pravi vsak dan za nek dokazovanje, koliko bomo mi v času preleteli 42 km, gre se predvsem to, da naredimo. In ja, kakorkoli, ali gremo na čas, sam naredimo, vemo, da pusti neke posledice, bom rekel, tudi na telesu, ampak jaz mislim, da tukaj premaga tisti napori in vse, bom rekel, ljudi, ko pridejo podpreti in enostavno pozabiš na vso bolečino in res pokažeš tisto dobro voljo, kakor jo lahko pokažemo, ali vi, ali jaz, oziroma kolega, ki se je odločil za ta projekt. Tako da en velik respekt za takšno organizacijo.
Kaj pa tebe čaka na športnem področju v naslednjih mesecih? Mene pa sedaj čaka sprememba celotnega, bom rekel, treningov in vsega, tudi sprememba trenerjev. Tako da se odpravljam 8. oktobra na višinske priprave in nadaljujem tam, bom rekel, mirno, z novim načinom dela, da se pripravimo za novo sezono, kakor se bo pač dalo. In tu so zelo veliki rezultati. Želim biti med 8, priti na svetovnem prvenstvu. Mislim, da je okrog 200 tekmovalcev, profesionalnih je. In za tiste, ki ne vedo, v katerem športu? Triatlonu, dolgem, ja. Tako da, ja, in kaj od te disciplin imaš najrajši? Kolesarstvo, plavanje, tek? Kje smo danes? Ne teko, ne. Ja, hvala tudi vam. Hanna, ti si pa nogometašica, kaj ne? Ja. Kako to, da si prišla danes na ta humanitarni projekt? Pač, da bi pomagala tistim, ki so doživeli pač raka, da bi pa lahko se preživljali kot mi, da bi lahko šli na morje, na kakšne terapije ali pa kaj takega. Si se ti mogoče tudi v družini srečala z rakom? Sem, moje 2 babice, pa moj dedi je celo zaradi tega umrl, tako da, ja, ker žalostna. Kako pa to, da si se odločila za nogomet? To ženske ne bi toliko igrale kot fantje, moški. Ne vem, nekaj posebnega pa rada tudi, ker moj brat igra, pa tudi mene to veseli in pa rada tudi jaz pač to igram. In ko sem izvedela, zato sem pa tudi jaz šla v klub. In ko si zadovoljna v prvih mesecih s trenerjem tudi? Odlično, meni je ful fajn, tako, super. Boš ostala v nogometu? Ja. Mogoče pa te bo zamikal tek, kaj? Mogoče tudi, ne vem. Ja, čestitke. Tale tek tudi ni kar mačji kašelj, ne? Ste si se veliko pripravljala na to 5000 metrov? Kak mesec, ja, ne več. Sicer veliko tečeš? Občasno, kakor se da. Ne tako pogosto, ko bi hotela. No. V kakšnem klubu? Ne, čisto rekreativno. Imaš v glavi čas?
Ja, tole je moj rekord, jak sem imela danes. Drugače imam tam nekje 28-29 pa ure. Danes sem kar hitra. Kaj pa ti? Treniram že ne 3 leta, delam 45 km na teden. Si član atletskega kluba Trbovlje? Ne. Nisem nič članjen nikoder. Pa te kaj mika, da bi se članil, glede na to, da očitno ti tek gre? Mislim, če bi bilo kaj, da bi se lahko treniral kot tle v bližini, bi se, ne. Sam je pa tle v bližini nič, v bistvu. Imata vidva kakšno izkušnjo mogoče z kom, ki je prebolel raka ali pa ima raka? Mogoče v družini, med prijatelji? Prebolel ne, imela sem strica, ki je umrl. No. Drugače pa tako, mislim, poznam prijateljico, no, ki je prebolela, drugače pa tako v bližnjih pa ne, no, to. Kaj pa ti mimo grede podpiraš takšne teke humanitarne? Seveda, saj to je pa res nekaj lepega, ne? Pa prav. Znaš koga, ki ima raka? Imel sem tjato, ko je tudi umrla za rakom. No, precej huda bolezen, ampak nekateri imajo pa srečo pa ozdravijo. Tako. Še veliko teka. Hvala. Maša, kako gledaš, pa tudi kako v atletskem klubu gledate na to vrstne prireditve, ki so tako športne kot tudi humanitarne? Ja, pri nas v atletskem klubu smo zelo veseli, da se je Bogomir odločil, da bo tekel pri nas. Mi podpiramo takšne stvari. Smo veseli, da se je tudi toliko veliko ljudi odzvalo na ta dogodek in upamo, da tudi v prihodnje se še kakšen takšen dogodek odvije pri nas. Imaš mogoče v družini ali pa med prijatelji koga, ki se je boril z rakom, pa zmagal? Ja, v družini hvala Bogu nimamo, poznam pa kar nekaj jih, ki so se s to boleznijo srečali in tudi hvala Bogu premagali. No, sporedno s tem humanitarnim tekom, maratonom, 31. po vrsti, če se ne motim, je pa potekalo še tekmovanje, ki ga je organiziral verjetno atletski klub Trbovlje. Za kakšno tekmovanje je šlo? V sklopu tega projekta smo se odločili, da naredimo eno tekmovanje nočno petko, se pravi tek na 5000 metrov in z izkupičkom s prijavninami smo pomagali tudi ustanovi Mali Vitez. Se je kaj izbralo? Nekaj se je, ja. Koliko časa se pa ti ukvarjaš s tekom, pa zakaj s tekom? Ja, jaz sem že svoje čase, se pravi 90. leta, sem trenirala atletiko, začela sem v atletskem klubu Rudar, nadaljevala v atletskem klubu Kladivar v Celju, od nekdaj mi je atletika bila blizu in tako zdaj nadaljujem s treniranjem malih otrok, predšolskih cici atletike, pa tja nekje do prve triade. Atletika v celoti ali mogoče kakšna disciplina bolj kot kakšna druga? Ja, jaz sem tekmovala srednje proge, 800 pa 1500, zdaj pa načeloma je atletika, so vse. Otroke in skačemo v daljino, mete, skozi vse te jih hočemo popeljati, vse discipline. Tekmovala tudi kdaj mogoče s takrat najboljšo Čeplakovo? Ja, sem. Jolanda je 1 leto starejša od mene, takrat je bila steblovnik. Smo tekmovali skupaj. In takrat si jo ti premagovala, ne? Ona je 1 leto starejša, tako da nismo v isti kategoriji tekmovali. Bravo Bogomir Dalec, bravo ekipa, uspelo je 105 krogov, 42 kilometrov, tudi v Trbovljah. Vesela sem, da lahko prav v Trbovljah, kjer smo Trbovečani že velikokrat pokazali, kako dobrodelni in srčni ljudje smo, tudi trmasti, poglejte, še smo ustrajali kljub mrazu, ki nas je presenetil v teh jesenskih dneh, zbrali pa smo, pozor, rekorden znesek, kar se tiče 42 maratonov v 42 dneh, 860 evrov. Bravo Bogomir, bravo Trbovlje, iskrene čestitke. Pravkar smo slišali 860 evrov, lahko rečemo, da je to izjemno.
Ja, Trbovlje vedno dokazuje, da ste izjemni ljudje tukaj, ki živite, da veste, kaj pomeni dobrodelnost in da vedno znate stopiti zraven v dobrodelne akcije, v tem primeru tudi to akcijo, športno dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh. In ja, zbrali smo zdaj tukaj največ sredstev, 860, tako da lepa zgodba. Hvala Trbovlje vsem, ki ste pristopili, tekačem, športnikom, organizatorjem in evo, potujemo naprej jutri v Tržič. No, lej, jaz bom počil jutri, tebe pa čakajo še 11 maratonov. Ja, do konca imam samo še 11 maratonov in res se veselim konca, ker iz dneva v dan zdaj kreiramo večje dogodke in imamo par lepih dogodkov proti koncu in seveda zadnji dan grande finale v Velenju, ki se ga pa veselim in to je to, tako da ste tudi vabljeni, vsaj na zadnji dan. Zdrži. Ja, hvala lepa. Evo, to je zaključek 31. maratona, za mano je eden, no skoraj maraton, mogoče kakšen kilometer ali dva manj. Vsi, ki boste to oddajo gledali na mojem Facebook profilu, jo všečkali, delili, kaj komentirali, boste lahko prišli do lepe nagrade, ki jo poklanja občina Trbovlje. Pa srečno!